Tudi zdrava in redna prehrana je za učenje in dobro pomnjenje pomembna, zato se bomo zdaj posvetili šolski malici in kosilu. V zadnjih mesecih se hrana precej draži, na svetovni ravni po podatkih Združenih narodov za 30% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub podražitvam morajo šole še vedno pripraviti malico za 90 centov, kakor je bilo dogovorjeno junija lani. Pri ceni kosila je drugače, vsaka šola jo določi sama. O vsem tem smo se pozanimali malo podrobneje. Preverili smo cene v več kot 50 šolah in ugotovili, da so se šolska kosila na nekaterih šolah v zadnjih mesecih podražila. Več šol pa nam je poročalo o težavah pri organizaciji šolske prehrane. Razmere, kakor jih opažate vi, in težave, s katerimi se srečujejo organizatorji šolske prehrane, smo podrobno preverili na osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in osnovni šoli Poljane v Ljubljani. Malico v šoli jeste skoraj vsi, kosilo pa približno 80% učencev. Zame je kosilo zelo pomemben obrok dneva. Popoldne imam veliko obveznosti in mi je pomemben, da tukaj takoj po pouku jem v šoli kosilo. In je tako najhitreje in učinkovito. Pa še staršem ni treba kuhati. Tudi zelo dober čas za druženje, saj so si za eno mizo in se lahko tudi malo bolj pogovarjaš in hecaš. Enega samo občasno, kadar imam več ur, 7 ur ali pa 8 ur v šoli. Jaz ne hodim na kosilo, ker so mi doma obroki boljši. Zato, ker tudi sam rad kuham. Cene živil hitro rastejo, za moko denimo moramo letos odšteti kar za četrtino več kot lani, povprečno pa so cene zrasle za 10%. To pa vpliva na organizacijo šolske prehrane. Načrtujemo sproti in če je nek artikel zelo draga, potem večkrat bolj poredko damo. So pa porcije precej majhne in to se tudi vsi fantje smo se tudi pogovarjali, se strinjamo. Ne zdijo se mi ravno premajhne, se mi pa zdijo manjše, kot so bili prej. Meso in ostale stvari so po normativih. Določeno živilo so imeli otroci zelo radi, pa smo mi to vedeli in smo jih količinsko nabavili več, zdaj pa mogoče bolj po normativu. Včasih, ki je kaj dobrega, pa ne moči še enkrat iskati, ker že drugi pojejo. To je edino, kar so nam povedali, da bo bolj drago kosilo. Zaradi višjih nakupnih cen smo zvišali s 1.5. za 10 centov kosilo. Najbolj s 1. septembrom cena bo ponovno višja. Vsaka šola sama skrbi za nakup živil, zato za enake vrste izdelkov plačujejo različno. Na ceno kosila pa vpliva tudi to, ali občina sofinancira plačo zaposlenih v kuhinji. V povprečju starši za vaše šolsko kosilo odštejejo 2,75 evra za dietna kosila več. Cene šolskih malic pa so v vsej Sloveniji enake 90 centov. Malo več kot polovica učencev ima v šolah malico brezplačno. Ceno malice sicer pred začetkom vsakega šolskega leta določi minister pristojen za izobraževanje. Lani je to ministrica naredila na začetku junija, letos bo to prepustila novi ministrici ali ministru. V programu za delo koalicije 15. vlade pa piše, da bodo poskrbeli za brezplačno šolsko prehrano. Vsi obroki, malica, kosilo, zajtrk, mi bomo pa imeli pripravljeno, jaz upam, da do konca leta osnovni predlog. Na vprašanje, koliko denarja bodo za to namenili, poslanec iz stranke, ki bo vodila ministrstvo, še nima odgovora. Novi minister ali ministrica pa bo moral najprej najti odgovor na vprašanje, koliko bo naslednje šolsko leto stala malica.